Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Tokrat bomo pokukali v zgodovino gledališke šole Talja, ki že 20 let deluje v Kopru. V dokumentarcu se prepletata sedanjost in preteklost. Pričanja sedanjih ter bivših udeležencev in udeleženk šole ter mentoric Urške in Samante nas popeljejo skozi ti 2 desetletji delovanja. Poglejmo. Kakšne karte, za en drek vse skupaj. Ja, kaj? Odprite vrata! Talija je ena od 9 muz, boginj glasbe, pesmi in plesa. V klasični dobi, ko so bile muzam dodeljena posebna umetniška in literarna področja, je bila Talija imenovana za muzo komedije in bukolične poezije. V tej podobi so jo upodabljali z atributi komične maske, pastirske palice in bršljanovega venca. Njeno ime izhaja iz grške besede taleja, ki pomeni bogato praznovanje ali cvetenje. In torej jaz zdaj vstanem. Zdaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takoj, ko se vrati, ti čakaš, ne vem, se že kdaj zgodilo, da... Naše osnovno poslanstvo ni produkcija gledaliških predstav, ampak je vzgajanje gledališko-ustvarjalnega procesa. In darila tega procesa so res mnoga. Ene so na kavču, eni so po tleh, eni so pri vratih. Najstarejša ne more biti pri vratih. Anastazija. Starši nama večkrat poročajo o tem, kako imajo učenci, ki hodijo k nam, boljši učni uspeh, to, da se znajo bolj samozavestno izraziti, da se znajo fokusirati, torej pozornost, da se znajo boljše verbalno izražati in da tudi v bistvu se čustveno lažje izražajo. Se boste začeli, najprej bo tremesec spreči, ne bo tremesec. Ko me trepatec bo prišel gor in ko bo rekel, da se začneta prebujati, se boste začeli, boste kar ustali, se boste začeli pretegovati in prebujati, se boste lahko te lase malček pobožali in tako, ok? Odkot ime za gledališko šolo? Torej, Samanto sva sedeli v baru in sva rekli, dobro, kaj za eno ime naj damo tej naši najni gledališki šoli. In potem je bil en tak brainstorming in so padele razna imena in kar naenkrat je bila tišina in po tej tišini sva obe sočasno izustili Talija. Alenka, a se spomniš, ko smo šli iz gledališča in pridemo ven in zagledamo igralca Borisa Kavaca? Ja, se spomnim, ja. On je rekel, kdo so ta dekleta? Jih ne poznam. Ja, takrat nas še ni poznal, ne? In ti si zakrčala? Ne še. Ne še? Hollywood, prihajamo! Ja, lahko tudi prideš v kader, če rabiš par minut korakanja. Ja, ne vem, kaj me bo v lovu. Ja. Sem tukaj na to mesto. Tle. Prideš in tam se postaviš in poveš, ja. Mislim vzdušjem, lahko da reči. Pa se veš, da sem imam mesto vzdušja, imam jaz to mimogrede v sebi, ta paniko. In kaj vi mislite, da bom jaz sploh prišla danes na oder po vsem tem, ker nisem niti enkrat probala? Smo meditirali, veš ono, Čakaj, boš povedala. smo meditirali, ko gre tle skozi, ko ti pride, kao te preplavi svetloba. Povedala, zdaj čakaj. In nekdo je rekel, ali ti, da je ta svetloba zelena. Meni je bilo to tako grozno. Zelena svetloba, ono ko Visitors. Da je belo svetloba, zelena. Samanto sva res verjeli v to, da
da gledališka šola bo. Midve sva se odločili in sva rekli, dobro, zdaj kako bomo to skomunicirali z okoljem. In sva naredili na take letake in sva jih razdelili po Kopru. In potem sva v bistvu čakali na gimnaziji Koper, ko se je bližala tista prva ura, midve sva se postavili, sva čakali in sva bili prepričani, da bojo ljudje prišli. In res, že prvo leto smo tako imeli 10 odraslih udeležencev, 8 dijakov in mislim, da 8 otrok. Tako da se je izkazalo, da je bila velika potreba tudi v okolju. Za gledališko šolo nisem nikoli razmišljala, da bom hodila. To je prišlo kot strela z jasnega. Po kosilu spomnim se, da je bilo pozno poletje, sem brala Primorske novice, takrat še tiskano izdajo, in iskala oglase za službo, zasledila sem pa oglas za gledališko šolo. Najbolj dragocena vez, ki se je stkala in se še vedno tke, je ta med mano in Samanto. In ta vez ni samo profesionalna, ampak sva res drugi dobri prijateljci. Drugi postavljava ogledalo, drugo se podpirava in v vsakem umetniškem procesu sva tudi priča drugi, kar se mi zdi, da je zelo pomembno, da imaš v življenju nekoga, ki je priča tvojemu procesu. Hvala. Imaš ti ključ? Aha, pa smo da... Kaj, zunaj? Da, ja. Evo. Gledališka šola se je razvijala po vsebini, tako kot so se razvijali udeleženci z nama, sva se tudi medve razvijali z udeleženci, veliko novih idej, veliko novega prostora se je v vseh teh letih odprlo. In vse te nove potrebe, ki so se tokom let na vajah, na predstavah razvile, sva potem z Urško raziskovali preko individualnih izobraževanj z celotnega, recimo gledališkega ali širšega umetniškega prostora. In ta znanja, ki sva jih dobili po različnih delavnicah, pri različnih mentorjih, tudi na različnih koncih sveta, sva potem nosili in še vedno nosiva na delo, na vaje gledališke šole. Prostor se je zelo hitro in zelo tako poskakujoče odzval. Tako kot je Urška že rekla, ko sva prvič sedeli na gimnaziji Koper in čakali in v bistvu nisva niti točno vedeli, kakšen bo odziv in kakšno bo število in sva že prvo leto napolnili zadane si skupine, se je potem to brbotanje in vrvenje ves čas nadaljevalo oziroma se sploh do danes ni ustavilo. Ko smo na začetku odraslim udeležencem rekli, predstavili, da bo šola, da bodo vaje potekale 2-krat na teden, ni bilo v bistvu nobenega začudenja. Recimo danes bi bilo to začudenje verjetno veliko večje oziroma bi bilo negodovanje, da nemogoče glede na obveznosti, glede na svet. Uiš! 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 Hočeš, da ti kaj zarecitiram? Kaj vi ne glumete, slušajte,
Gledati, ja. Kako igram drevo. Kaj lahko dojem drug čopič, ker s tem se bom spet faktično. Kje so metulji? Kje so metulji? V trebuhu? Ja. Odpri usta. Lej, Zoja, po moje tako, lej to. Reči, da boš ti malo hladjena. Reči, da boš ti malo hladjena. In v teh 20 letih smo na oder postavili, jaz mislim, da vse možne, verjetno operete nismo delali, ampak delali smo drame, komedije, improvizacije, stand-up komedije, glasbene predstave z živo glasbo, se pravi z glasbeniki, musical. Ja, je bilo ful dobro. Da tudi, ne vem, pač je ful drugače lih to kreno, ko smo hodili samo kot krožek v Italijo in pol to, da dejansko neka resna predstava in pač se čutiš bolj odgovoren in pač si želiš hoditi, ker želiš delati in vsake vaje so bile nekaj posebnega, lih to probavanje kostumov, pa ne vem, vaje z temi robotiki, pa vse, ne vem, mi je bilo tako svežilno in tako kvalitetno mi je bilo, da mi je bilo to najboljše leto od vseh, dobesedno. Ja. Okay, meni se pa zdi, da takrat sploh nisem dojela, da je to toliko večji projekt kot naše vaje. Pač so bili kostumi in to, ampak sem imela v glavi, se mi zdi, pač predstava velika mora imeti te stvari. In ko smo mi igrali manjše, sem bila pač ok, to gledališče, to samo malo bolj izboljšano. In tudi audicija, audicija se mi je zdela kot ena vaja iz Gajble in se mi zdi, da nisem šla tako napeto tam. In koliko smo spoznali, pač ostale mi je bilo okay, zanimivo. Ampak kot neko novo leto samo v Gajbli, kot da smo dobili pač druge te, rekla, prijatelji, I guess. Tak. Dobro, kako je bilo tebi na audiciji? Na audiciji? Ja. Vse rano bila mi malo trema, se spomnim, in zleo sem bil, se mi zdi. Da je. In ne vem, nekaj smo mogli brati, in nekaj zimprovizirati. A ni pač ko neke vaje, normalno pač. Ni da je bilo nekaj. Jaz se spomnim, da sem bila zeleno in jaz sem šla pred njo not in sem jo vprašala, da jaz ne vem, kaj sploh delam tam, ker pač je bilo prvič zame vse. In je rekla, da tudi za njo je pač prvič in da naj samo grem not in da naj sem pač jaz. In potem sem šla in sem bila tako živčna in prvi stavek sem rekla in se je Urška začela ful smejati. In ona ima ful smešen smeh. Zaradi tega sem pač bila ful sproščena. In pol pač nisem sploh razmišljala o tem. In potem sem prišla domov in so poslali maile, da smo kao sprejeti. Je še en trenutek, ki si zapomnila? Mogoče konec predstave, ki smo bili vsi napeti, čakali, kako bo potekala in tako. In na koncu, ko je bil lep zaključek, ko sem zjela čarovnik iz Oza gre, in se v bistvu, so se bali čarovnika iz Oza, na koncu je bil on dober človek, sem zjela, ta del mi je bil najbolj všeč v predstavi tebi. Meni je bilo samo pač te vtisili, zato ker smo imeli prvič tako veliko predstavo in pač ko dejansko, pač ko pogledaš folk, ker valjda, ko si pač v elementu igraš, pač ne gledaš ljudi, si v predstavi, folk, ko je konec in vidim, koliko ljudi nas je gledalo in vsi ploskajo in stojijo, pač ne vem, euforija me je prevzela veselo in sem bila ful ponosna, pač, da smo to naredili. Približno. Jaz nam iskreno dam še 3 dni. Točno 3 dni in niti malo več. Kaj pa ti misliš? Ema?
trenutek resnice. Drugače meni je bilo tudi ful všeč igrati pred kamero, ko smo imeli Studio Bla Bla in Barve karantene. Sicer čisto drugačne izkušnje, ker Studio Bla Bla smo imeli bolj kot novice. Barve karantene pa smo dejansko igrali in še vsak sam. Nisem imel nekih dialogov, ampak bolj monologe in smo pisali vsak zase, to je bilo ful zanimivo. Ja, meni je bilo lih to všeč, ker se ti zdi, kot da po tolikih letih, kot da pač ne vem, kot da si že vse probal in pol lih to je bila neka izkušnja, ki nikoli nismo prav sami pisali monologov, me tudi igrali, se mi zdi, da smo zelo malo, tako da bi imel prav sam svojo sceno. Pač smo imeli, ma ne dosti, predvsem kamera, ne vem, mi je bilo to čisto drugo. Gledate zato, ko imate srečo Margarito. In ti rečeš Margarito. Ok, pojmo še enkrat. Ok, se pravi, se vrnemo na odkar stanemo za Loputne, pa z vrati. Bum! Zdaj boste odprli oči in boste šli, boste ohranjali. Na to igraj, ker če boš igrala na mirno življenje, ne bo prišlo to ven, kar... Zdaj moramo izbrati take akcije, take igralske naloge, da bo prišlo ven tisto, kar ta prizor zahteva od igralcev, da boste ohranjali to zbranost in se boste gledali v oči. Če čutite potrebo biti socialni, opustite to potrebo. Ker sem dala scenarij, da te kap. A jaz? Vizija gledališke šole Talija je ustvariti oziroma delati, pomagati ustvarjati močno skupnost, ki bo na tak način vse te vrednote, ki jih dobi znotraj gledališke šole, prenašala na vsakdanje življenje. Čau, moja ime je Nika in v gledališko šolo Talija sem hodila celo mojo osnovno šolo, celo moje otroštvo. Se prav spomnim, tako drugi razred je bil in sem šla na mojo prvo predstavo, pa samo pogledat. In od takrat sem se zaljubila v gledališče in od takrat sem se vpisala. In od takrat, ko sem se jaz vpisala, moji ponedeljki, oziroma pač torki, odvisno kdaj smo imeli, so bili polni veselja, zabave, učenja in vsega, kar spada zraven. In dejansko moji najljubši trenutki v gledališki šoli so bili to, da sem se naučila o gledališču ogromno, ki me je tudi zanimalo in to je bilo super. In tudi všeč mi je bilo ful, da ste dali konstruktivne kritike, pa vsi so imela dosti idej, ki so jih upoštevali in wow. Pa zaradi tega sem se tudi odločila, da sem se vpisala v bistvu na umetniško šolo, smer gledališče in film, kjer v bistvu nadaljujem moje šolanje in učenje v gledališču. In hvala za vse. Hvala Samanta, hvala Urška in hvala Valentina. Vrata so se zlopotla. Čau, končno sta šla. Lahko prideš takoj, pa prinesi s sabo navodila za klicanje duhov. Redko kdaj se zgodi, da imamo udeleženca, ki pride k nam samo eno šolsko leto. Tlele. Naj vam bo. Stran 12. Tlele. Naj vam bo. To je še dvoje. Naj vam bo. Skoraj vsi ste si umili zobe. Ja. Najbolj dragoceno se nam s Samanto zdi to, da so se v teh letih stkale res močne prijateljske vezi. Nikoli je niste še videli v življenju. Kaj je zdaj to? Končno tišina. Zdaj, kdo od vaju obdela? On. Ok, ti pedi pa na stran? Ne želim. Ok, in zdaj vi, ki ste na tej strani. Glasba dol. Samo oblečem se in pridem. Čez pol ure sem tam. Glasba dol. Imaš to mizikino? Nimam,
Ko sem razmišljala, kaj bi povedala o gledališki šoli, je nekaj, kar mislim, da se ponavljam že kot neka lajna. In sicer, da je gledališka šola Talja moja gledališka mama. In karkoli sem delala v naslednjih letih in vseh teh 20 letih, ko me je ločilo od tega prvega srečanja, je to neizpodbitno res in drži še danes. Tako da mislim, da mi je s tem, ko sem se vpisala v gledališko šolo, odprlo neke ventile, postala sem bolj pozorna na svet okoli sebe. Tako kot je bila želja, najna želja, da na nek način vzgajava oziroma formirava neko skupnost, se je recimo temu najna želja uresničila, ker smo postali ena velika skupnost. Kamera teče, akcija. Mogla sem igrati ljubezen, čustvo. In vmes se mi zatika, se tresem, pa besedilo pozabim. Vprašam Samanta, kako je bilo, ne? Pa Samanta naredi. Pa mi je bilo, pa zakaj me ni pohvalila, ne? Nekaj sem pa dala od sebe, ne? Ampak očitno ni bilo dosti dobro, ne? Pa Samanta sem se tresla. Pa sem vse besedilo povedala. In v bistvu tu je bila ene vrste kritika zame, ne? In tu je v bistvu gledališče zame. Kritika družbe, kritika samega sebe in ja, v gledališču sem se tega naučila, sprejeti kritiko. Jaz se z gledališčem ukvarjam že vrsto let. Moji prvi gledališki koraki so bili v gledališki šoli Talja. In kar me je gledališče naučilo v tem obdobju, je bilo v bistvu, da stopiš iz svoje cone obdobja. In še druga stvar, ki je še bolj meni bližja in kar nisem prej znal in je gledališče naučilo, je, da živiš v tem momentu, torej zdaj za reč, ne? Da ne razmišljaš 15 korakov naprej, kaj bo bilo, če narediš to, če narediš ono, ampak da se pustiš tukaj in zdaj. Torej, zdaj čutim, zdaj živim, zdaj vidim, zdaj diham. In Samanta in Urška imate zelo lep način, kako to je to prikazati in naučiti. Zamujata pol ure, sva že skoraj šli domov. Sva? Zakaj nisi prišla sama? Veš že vse? Pa zato, ker je moja prijateljica in več, ko nas bo, prej bomo rešili uganko. Ok, pustite to. Bom jaz začela. Jaz sem Helena in sem bila v Talji 4 leta. 4., 6., 7. in 8. razred. In ja, trenutno sem dramaturginja, tako da očitno se je to nadaljevalo, ne? Jaz sem Katja, v Talji sem bila po mojem tudi 4-5 let. In zdaj sem voditeljica na Val 202, imam podcast in mi Talja pride vsakodnevno prav. Jaz sem Matic, v Talji sem bil nekaj let, ne vem koliko točno, ampak nekaj let je le bilo. Trenutno sem frontman skupine Hejan. Aljaž, v Talji sem dočakal svojo valeto, skoraj maturantski ples, če ne celo, ne, ni bilo, maturantskega plesa ni bilo. Mogljane bilo je sigurno 6-7 kaj takega. Danes sem urednik kulturne in spletne redakcije Primorskih novic, pojem v skupini Hejan Maloršega. Super mi je bilo, ker se Talija tiče predvsem to, ne glede na to, da se zdaj tudi z muziko ukvarjam in tako. In tudi itak sem že takrat hodil v glasbeno šolo in vse, ampak v tistem obdobju se spomnim v kontekstu glasbene šole, da sem imel ful ene odrske treme, ko sem pač kitaro igral, nastopil in ne vem kaj.
In Talija mi je pač to tremo totalno ubila. Mislim, da sta res naredili vse, kar sta lahko in nam dali točno to. Mislim, da više tega, kar sta nam dali, je to soočanje s tremo in s to prezenco, ko ti nastopaš. Ne nujno na odru, lahko pred mikrofonom ali kjerkoli, ampak samo pohendlaj. Ti si tam in to smo mi vadili konstantno. Pač te krizne momente v zakulisju, kako odreagirati, ko je pač vse ušesa in vse oči na tebi. In toliko je bilo tega vežbanja, da zdaj smo mi narejeni. Mislim, res pedagoginji sta obe dve zelo na mestu. Pač je Talija v prvi vrsti mi dala ogromno znanja na področju gledališča, dramatike, kar mi zdaj pride ful prav, in branje teksta. Mislim, da sem se tam prvič srečala z pač dramskim tekstom in kako je sploh strukturiran. In drugo, kar smo že v začetku rekli, pač prijateljstvo, ki jaz sem prepričana, da bo trajalo za celo življenje, kar je... Hvala za vse, ker mi pride na vsakem koraku prav in točno to, friends forever in taki spomini in kreativa že pač v osnovni šoli. In nikoli ni bilo ne, vedno je bilo ja, gremo probati, kaj v tebi bomo to naredili v nek art. To, da sem šla v gledališko šolo, ki je trajala 1 leto in je bila zelo intenzivna, to je bilo verjetno eno večjih daril, ki sem jaz sebi v odrasli dobi dala. Zato, ker v samem procesu dela v gledališki šoli, proces je spremenil mene kot človeka. Naučila sem se komunicirati na drugačen način, mogoče tudi boljše poslušati in slišati. In predvsem zaupati v nek ustvarjalni proces. To, kar si Zorčko, kar si prizadevava, kar sva si že od vsega začetka prizadevali, ustvariti neko skupnost, ki bo odgovorna, ki bo čuteča, ki bo čuječa do sebe, do ostalih, ki bo razmišljujoča, ki bo znala opaziti sebe v prostoru in svojo odgovornost do prostora, do okolja, do družb, ki bo imela neko mnenje, ga bo znala oblikovati, zagovarjati, ki bo strpna do vseh ostalih. Taka skupnost se je rodila in se srečaš in kar naenkrat ugotoviš, da govoriš isti jezik, da se razumeš, da se kdaj razumeš tudi brez besed. In veš, da smo, in veš, da so vse te veščine, znanja, vse to, o čemer Zorčko že 20 let udeležencem govoriva in jih učiva, da je to ostalo, da niso to neki podatki, ki so izpuhteli v trenutku, ko se je zastor na zaključni predstavi zaprl, ampak da so to stvari, ki so se usedle v človeka. Okay. Kaj sem redu? Sem hotel povedati, pač od začetka leta smo se že prijateljili in pač smo zdaj ful dobro tukaj in se nič ne prepiramo, ne, kot vidiš. Pač smo ful prijazni drug z drugim in so... Kaj je za naju gledališka šola Talija v asociacijah?
Povezovanje. Horizont brez meja. Svetloba. Čokoladna tortica. Zelo, zelo, zelo dobro. Ples. Gibanje. Brezmejna svoboda. Ustvarjanje. Skupnost. Posamezniki, močni posamezniki. Smeh, veselje, radost. Poslušanje, strpnost, podpiranje. Gora, na katero plezamo in vidimo vrh. Hrabrost in moč. Močna skupnost. Talija. Talija. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.